Dajmo pogledati vpogled za vas, device. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost, potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj podrobno pogledali v samo dogajanje, da dobimo še kakšne informacije ali nasvete, kako zapeljati življenje v najboljšo možno smer. To so splošne napovedi, zato si interpretirajte pomene po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. No, pa dajmo kar začeti. Že med mešanjem prej, preden sem začela snemati video, je padlo ven dosti takih pomembnih kart iz velike arkane, tako da, evo, tle imamo še eno. Tukaj imamo kolo usode, viteza mečev, sedmico novcev, moč, štirko mečev in norec. Okej. Kot splošno energijo trenutnega vpogleda imamo tukaj paža kelihov. In to mi govori, da v bistvu trenutno, device, se ukvarjate z nekim vašim projektom, ki vas zelo veseli. Na nek način, to je zdaj lahko projekt, lahko pa tudi recimo nek odnos. Če gre za nek odnos, je zelo verjetno s kakšnim otrokom ali pa neko osebo, ki v vas vzbuja neke take prijetne občutke, ki vas na nek način, ob njej se počutite mlajše. Ampak tukaj je videti, da nekako, da kreirate nekaj novega, da nekaj ustvarjate, nekaj, kar vas zelo veseli, ampak to nekako še zadržujete v sebi. To je nekako še vse znotraj vašega doma, znotraj vašega duha ali pa pač karkoli, odvisno, kaj se tukaj, kaj točno tukaj zdaj počnete. Ampak v preteklosti je videti, da se je tukaj zgodil nek velik preobrat. Velik preobrat, to je lahko zdaj, pač na nek način se situacija obrne v drugo smer. Se pravi, ne vem, če je to nek odnos, recimo, če si bil z nekom v konfliktu, se pol zgodi nek dogodek, ki v bistvu obrne, in recimo, če si bil ti prejezen na neko osebo, je potem ona oseba recimo jezna nate, recimo, ali pa pač nekako se mize obrnejo, situacija se obrne, ampak tukaj je videti, da ste vi tukaj je videti, da ste vi, device, dobile v bistvu zaradi tega dogodka glih neko moč. To vas je pognalo naprej. Kot da bi vam nekdo prerezal neke špage, ki so vas držale nazaj, in v bistvu ta sprememba, to vam je dalo tisti push, da ste šli naprej proti tem svojim ciljem, sanjam, proti tej svoji osebi, karkoli pač je. Zdaj, v trenutni situaciji je videti, da že nekako vidite neke uspehe te spremembe. Nekako že vidite, da se dogajajo neki rezultati. Mogoče te rezultati niso še vidni v neki fizični obliki, ampak definitivno se že nekako jih čutite. Nekako vidite, da se nekaj pripravlja, da nekaj raste, da se razvija, da postaja nek večji projekt, ali pa, če gre za odnos, da se ta odnos razvija v nekaj večjega, nekaj bolj trajnostnega in stabilnega. Je pa res, da so še vedno okrog vas razne situacije, zaradi katerih morate pokazati svojo moč. Na nek način morate ostajati močni, nekako, kot da ne gre še vse čisto po planu, in to, da ne gre po planu, vas na nek način obremenjuje, ampak v sebi ohranite to moč, ker veste, da se bo prej ali slej ta situacija sprostila in boste lahko potem v bistvu naprej sledili temu, kar pač sledite. Zdaj, za bližnjo prihodnost, to je lahko že prihodnji teden, lahko pa je pač enkrat zdaj v bližnji prihodnosti, za vsako devico bo to malček drugače. Tukaj imamo štirko mečev in norec. Jaz mislim, da boste tukaj v sebi našli neko mirnost, nekako situacija se bo umirila, tale moč, ki jo zdaj morate kazati, se bo, se pravi, tukaj boste našli to mirnost, nekako boste našli neko zavedanje znotraj sebe, da je zdaj ta pravi čas. Nekako boste prišli do tiste faze, ko boste rekli, evo, zdaj pa je čas, da naredim naslednji korak, in tukaj tudi videti, da boste stopili da boste naredili ta korak v neznano, da boste naredili nek preskok, da se boste podali proti nečemu novemu, nečemu, kar še prej mogoče niste nikoli zares naredili. Mogoče ste imeli že dolgo, dolgo časa v misli, glede na to, da imamo tukaj štirko mečev. Se pravi, dolgo časa je to nekako bila vaša želja in videti je, da boste zdaj v bližnji prihodnosti končno naredili ta korak in rekli, ok, zdaj pa imam vse, kar potrebujem, in dajmo probati. Dajmo zdaj pogledati
malček bolj podrobno, kaj te karte tukaj govorijo. Kaj je ta preobrat in ta zagon proti čemu? Tukaj imamo šestico palic, imamo pravico obrnjeno in imamo šestico kelihov. Ok, zdaj imamo tukaj tako dve šestice in pravico. Pravica je v bistvu karta karme. Karma je tako dobra kot slaba. Ampak v bistvu karma je, kadar ti nekaj vlagaš trud v nekaj in se ti potem poplača. Ali pa če v bistvu delaš nekaj slabega, se ti to tudi potem vrne. Ampak ker imamo tukaj še dve šestki zraven in kolo usode, bi jaz rekla, da v bistvu ta sprememba je na nek način bila del vaše karme. In v bistvu mogoče ta dogodek, ta sprememba ni bila tako prijetna, ampak vas je v bistvu potisnila proti vašemu poslanstvu, proti vaši poti, ki vam je namenjena. Ker tukaj imamo v bistvu dve šestice in šestica, če je več šestic skupaj, to nakazuje, da si v bistvu na pravi poti, da greš v pravo smer in da se vse dogaja točno tako, kot se mora. Tako da ta dogodek mogoče vam ni bil prijeten, na nek način vas je malček, ne bi rekla, da to zdaj bilo, mislim, saj veste sami, ne bi rekla, da je bilo to zdaj ful nekaj groznega, ampak pač tako, mogoče je kakšen prepir, mogoče kakšna ovira, mogoče se nekaj ni šlo tako, kot ste si predstavljali, ampak cel ta dogodek, vse te ovire so vas nekako v bistvu usmerili na tisto pravo pot. To je pot nekega zmagoslavja, nekega uspeha, ampak je tudi nekaj, kar je povezano s preteklostjo. Se pravi, to je lahko neka stvar, ki je nekako blizu vašega srca. To gre lahko za osebo, lahko gre za nek projekt, nek hobi, karkoli. Se pravi, nekaj, kar vam res ogromno pomeni, nekaj, kar dolgo časa že v bistvu, mogoče celo vlagate energijo v to že dolgo časa in tukaj je videti, da se je zgodil tako nek tak lepa taka sprememba. Zdaj kot karto akcije in imamo kraljico kelihov obrnjeno in kot karto izida imamo štirko novcev. Torej, definitivno vas je ta neka sprememba na nek način zaprla vase, da ste malo razmislili, malo ste nekako premišljevali o sebi, o svojih ciljih, o svojih čustvih, o tem, kaj točno narediti. In videti je, da ste se potem, mislim, nekako ste ostali zaprti v sebi, ampak v sebi ste našli mir. Niste tega recimo na nek način izražali okolici, ljudem, ampak ste nekako zadržali v sebi to, da veste, da ste na pravi poti in nekako, da ste v vsem tem kaosu v bistvu prišli do neke nove usmeritve, do neke nove poti. Da vidimo sedanjost. Trenutna situacija. Tukaj imamo devetico palic obrnjeno, dvojko palic in desetico palic, same palice. In v bistvu že preden sem mešala, še preden sem začela snemati, ko sem mešala karte, vsakič, ko je se kakšna karta pokazala, so bile vedno palice. Tako da trenutno ste v bistvu device zelo polne neke motivacije, zagona, energije, dosti imate idej, dosti imate nekih zamislic, takih, ki vas na nek način, ki na nek način kažejo na to, da v bistvu, da se razvijate v pravo smer, da se rezultati že kažejo. Zdaj tukaj imamo devetico palic obrnjeno in dvojko palic. Definitivno ste stopili iz vaše cone udobja, naredili ste nekaj drugače kot sicer. In to ste naredili predvsem zato, ker ste nekako začutili, da imate nekaj stabilnega v vašem življenju, nekaj, kar že funkcionira in nekako se začuti, da nečesa več ne rabite. In tukaj, kot da ste naredili neko spremembo, nek nov korak, ko ste rekli, ok, zdaj pa lahko naredim drugače. In videti je, da v bistvu vas čaka tukaj ogromno še nekega dela, ali pa ste že v tem procesu dela, ampak se to kmalu zaključuje. Tukaj je videti, da zdaj kot da še tiste zadnje
kapljice truda vlagate v to, da nekaj zaključite in da se potem lahko stvar spremeni, da se lahko situacija obrne. Dajmo pogledati nasvet in izid. Kot nasvet imamo dvojko mečev, kot izid imamo karto moč. Zdaj nasvet, tako, tukaj imamo v bistvu dve dvojki in dvojke grejo v bistvu za to novo pot. Tako da jaz bi rekla, da ste zdaj na nekem križišču še vedno ste nekako prepleteni s preteklostjo in sedanjostjo, se pravi ta neka nova pot, nekako ste že na njej, ampak samo z eno nogo, z eno nogo ste še na stari poti. In tukaj se nekako, v bistvu nekako bi se radi podali proti temu novemu cilju, ampak kot da se bojite, kaj bo, kot da mogoče ne čutite, da je še pravi čas. In glede na to, da imamo tukaj karto moč, vam karte na nek način kažejo na to, da mogoče bo potrebno še malo potrpljenja, še pač dokler se ta situacija tukaj ne zaključi. Zdaj to je lahko do konca tega tedna, lahko je to do, ne vem, nekje na začetku prihodnjega tedna bi se lahko morda tukaj nekaj zaključilo. Dajmo pogledati še bližnjo prihodnost. Mislim, da sem že rekla, ne, to, da je ta bližnja prihodnost lahko naslednji teden ali pa pač enkrat v kratkem. Samo, da malček pijem. Današnji sponzor napovedi je Kriptovoda. Če vas zanimajo kripto stvari, si greste lahko pogledati. Evo, tukaj imamo maga obrnjenega narobe, osmico mečev obrnjeno in devetico kelihov. Zelo dobro. Zdaj tako, tukaj je videti, da na nek način, boste še recimo v naslednjem tednu, na nek način boste še vedno nekako prepleteni s to potjo. Potem pa bo prišel nek dogodek, ko vam bo dal tisto moč, da se znebite še tistih zadnjih omejitev, ki vas trenutno ustavljajo na vaši poti. In videti je tukaj neko zmago. Neko zmago in notranje zadovoljstvo. Nekako neke želje se vam bodo uresničile, ampak to so lahko neke take čisto majhne želje, ki ti dajo tisto potrditev, da vse to, kar imaš nekako v mislih, vse te tvoje neke želje, da se bodo dejansko v prihodnosti uresničile. In zdaj, če seštejemo te karte, dobimo, nas navezuje na karto Luna. Karta Luna je v bistvu obdobje neznanega, se pravi, ko se ti podaš proti nekemu cilju in veš, kakšen hočeš, da je cilj, veš, kakšen hočeš, da je rezultat, ampak nimaš pojma, kaj se bo vse vmes dogajalo. Nimaš pojma, kako priti do tega cilja, nimaš pojma, katere korake ubrati, nimaš pojma, katere ovire bojo prišle na pot. Pač enostavno obdobje neznanega, obdobje neke teme. Ampak videti je, da nekako neki mali dogodki se bodo zgodili, ki vam bodo dali dovolj tistega razsvetljenja, da boste rekli, okej, vse v redu, grem v pravo smer. In tukaj videti potem tudi, da boste dobili res tisti zagon, da se podate na to novo pot, da boste rekli, okej, zdaj pa pejmo. Kot nasvet imamo sedmico palic in kot izid cesarico. Ja. Definitivno bo tukaj, zdaj tako, lahko se zgodi, da vam bo tukaj recimo kakšna oseba ali pa enostavno dogodki, ki se vam bodo dogajali, da bo na nek način se bo zdelo, kot da vas ovirajo. Ampak zdaj, če boste vi ostali z nogami trdo na tleh in če se boste držali tega vašega cilja in te vaše želje, boste to z lahkoto premagali, ker tukaj imamo karto cesarico. Karta cesarica je v bistvu oseba, ki nekako ima življenje pod nadzorom, ampak se s tem ne obremenjuje, ker ve, da vse funkcionira. Ve, da se vse dogaja v njeno dobro. Ve, da živi v obilju, ve, da ima vse, kar potrebuje. Je zelo kreativna in na nek način je dosegla vse, kar si je v življenju želela doseči, ampak tukaj se ne ustavi, nekako gre naprej, nekako se še razvija. In videti je, da tukaj vas lahko nekdo na nek način, kot da bi vam nekdo hotel povedati pač, ne bo ti uspelo, ali pa na nek način, da bi postavljal neke ovire na pot, ali pa enostavno lahko se zgodi, da bo vam življenje postavljalo ovire na pot. Na primer, ne vem, hočeš nekam iti pa, recimo hočeš nekam iti na nek
sestanek, ki je v zvezi s to tvojo željo in potem recimo, ne vem, se na poti ustaviš v neki gužvi in ne gre nikamor. Recimo take neke ovire, ne, ko nam pridejo na pot. In vi, če boste tukaj ostali z nogami trdno na tleh, boste v bistvu uspeli priti do te vaše želje. Recimo zdaj, če dam primer, da se zgodi, da recimo greš na neki sestanek in se tam v koloniji ostaneš, ne. Zdaj imaš lahko dve možnosti. Lahko pokličeš, ne vem, tega šefa ali pač karkoli je, tega, s komer se dobiš na sestanku in mu jočeš, kako si ti bogi revež, ker si zdaj ostal v koloniji. Ali pa rečeš, glej, ostal sem v koloniji, pridem kasneje. Pač vedno imaš dve opcije, ampak če ti rečeš to odločno, če veš pač, da si naredil vse, kar si lahko, če veš, da si šel od doma dovolj zgodaj, da tudi kolona, da bi lahko prišla čez. Ampak če na koncu se zgodi tako, da kljub temu, da si planiral vse možne stvari, da še vedno da še vedno ne moreš iti čez te ovire, pač enostavno sprejmeš ovire, da se to dogaja z nekim višjim namenom in kakšnim, tega nikoli ne vemo, ker pač mi vidimo samo skozi te dve naše oči, ne moremo videti od zgoraj, ne moremo videti širše slike in ne moremo vedeti, zakaj se nekatere stvari dogajajo. Ampak vedno je tako, da se vse dogaja v našo korist, tudi kadar se tako ne zdi. Tudi kadar so neke ovire na poti, si mislimo, da nam nič ne gre, da vedno nekaj narobe, da je vedno nek problem, ampak pol, ko pa enkrat prideš čez neko določeno obdobje in ko se vrneš, mislim, ko nekako pogledaš nazaj, vidiš, kako ti je neka tista ovira pravzaprav pomagala, da se potem neka stvar zgodila drugače, kot bi se in v bistvu na boljši način, kot bi se sicer. Ne, upam, da sem to upam, da sem to razumljivo razložila. Device, kakšno lepo potovanje. Hvala, ker ste ostali z mano do konca in uživajte v tem lepem tednu, ki prihaja.